žar, ki ga imaš. Hvala. Živjo, Anja Horvat je Romel. Za ekologičen pogled imam danes v gosteh Katarino Vidner-Perkov, doktorico, raziskovalko in urednico portala Zdravo Slovenija. Katarina, sem v redu predstavila? Prečudovito, hvala. Hvala za tvojo udeležbo, mislim, da si se odzvala. Danes bova govorili o medicini, ampak ne te klasični, ampak komplementarni, oziroma pa te mogoče za začetek vprašam, v čem je v bistvu razlika komplementarna ali pa alternativna medicina? Ja, navidezno gre za nepomembne razločke, a vendar za temi besedami stojijo pomembne razlike. Najprej že sama definicija besede alternativno pomeni nekaj, kar nadomestimo, a ne? Iz alter, alternacija. Se pravi nekaj, kar nadomestimo, zdaj pa s čim. Večinoma ljudje avtomatično mislijo, da je to uradna zahodna medicina ali tako imenovana alopatska medicina. Brez razmisleka, da bi vedeli, da se tudi alopatska medicina med sabo razlikuje. Recimo zdaj v teh aktualnih časih vemo, recimo ko naj bi bila težava SARS-CoV-2 oziroma obolenje COVID-19, vemo, da ga v Rusiji zdravi uradna medicina na en način, v Braziliji na drug način, v ZDA na drug način in v Sloveniji spet na tretji način. Se pravi, že tukaj bi lahko govorili o velikih razlikah, postopkih zdravljenja, ker se uporabljajo druga zdravila in tako naprej in tudi drugi postopki. Zdaj za enega prebivalca ljudstva Yanomami v brazilskem pragozdu pa je antibiotik alternativa temu, da se on zdravi z zeliščem. Ampak vem, da v najinem pogovoru bo izhajala iz nas. To pomeni, da za nas je alternativna medicina vse tisto, kar ni, da gremo k zdravniku in najverjetneje dobimo škatlico antibiotikov. Torej, in pod alternativno medicino se je potem uvrščalo vse, žal, od klicanja angelov, do bom rekla tega, da greš res na neko priznano homeopatsko kliniko v Nemčijo ali v kliniko v Indiji, ajurvedsko, ki ima recimo več stoletno tradicijo in kjer se izvajajo tudi operacije. Komplementarna pomeni pa dopolnitvena in je tukaj spet samo razloček, se pravi, ker gre lahko za isto stvar, ajurvedo, recimo ker ajurvedo recimo uporabljamo, ker je znotraj Svetovne zdravstvene organizacije uvrščena kot tradicionalna medicina, imamo pa spet nov termin. Zato bi rekla, da vlada velika zmeda. A samo v Sloveniji ali tudi na svetu? Na svetu, pač bom rekla, bolj v mediji nekako ne razčiščujo tega, drugače v sami literaturi medicinske antropologije ni nobene zmede in ni nobenega dvoma, kaj je kaj. Je pa najpogosteje, da se oblike tradicionalnih medicin uporabljajo komplementarno ali alternativno. S tem, da mi recimo v Sloveniji smo že precej pozabili na svoje korenine, imamo izredno tradicijo zeliščarstva in drugih oblik zdravljenja, od mineralnih vod, kopeli in tako naprej. Ravno zdaj sem prebirala, da mislim, da že v srednjem veku so zapisi o zdravilnih praksah v Sloveniji, tudi zelo natančnem diagnosticiranju, mislim, da okoli 300 bolezni s pomočjo analize urina. Tako da imamo tudi Slovenci več izrazov za zelišča, mislim, da 400-kratnik vseh drugih evropskih narodov. Tako da bi bilo zelo dobro, če bi tudi mi raziskali kaj v svoji tradicionalni medicini, ki jo lahko uporabljamo kot komplementarno
ali alternativno za naše zdravstvene tegobe ali kot preventivo. Ti si tudi to v svojih študijskih projektih, ne? V doktoratu sem to v svojem, seveda tudi se ukvarjala, iskala v bistvu natančne opredelitve teh izrazov in tudi pač potem kasneje po doktoratu, ko sem bila članica Medical Anthropology Young Scholars, v bistvu sem bila koordinatorka in smo pač imeli več konferenc, simpozijev, sem te tudi znotraj tega ukvarjala s temi vprašanji. V Evropi ne bi bilo to seveda urejeno, tudi na področju Evropske unije, ampak je pa zelo odvisno od posameznih držav, ker moramo vedeti, da Slovenija so me enkrat kontaktirali v času doktorata iz Finske, če se ne motim, ker je bil en evropski projekt Cambrela, se pravi Complementary and Alternative Medicine, ko so oni rekli, da imamo fantastično zakonodajo v Sloveniji, kako vse poenoteno in tako, ampak sem rekla, ne, vi ste na terenu, so pa velike težave, zdravniki so deležni šikaniranja in tudi na samem trgu in s ponudbo vlada velika zmeda in tako je še danes. In sem tudi napisala javno pismo dr. Eriku Breclju, ki ga zelo cenim, mislim, ga ne poznam, ampak se mi zdi, da se zelo zavzema za paciente, veliko pomaga ženskam, ki imajo rakava obolenja. Ni bilo to neko nesramno pismo, ampak njegova skrb, ko je rekel, da ne vem, koliko ljudi umre zaradi alternativne medicine, sem mu pač napisala, da to je zaradi tega, ker tudi uradna medicina ovira, da se to uredi. In seveda potem se ljudje ne upajo zaupati zdravnikom in potem vlada kaos. Če bi bilo pa to urejeno, bi pa potem ljudje transparentno vse povedali, recimo, da imajo srečo in da jih lik zdravi dr. Erik Brecelj, potem lahko rečejo, lejte, doktor, po operaciji bom jaz to pa to, a lahko ta zdravila, unim nesem to, boste povedali, skratka, da to je nekako človeško, znanstveno, tudi transparentno. In jaz mislim, da je zelo slabo, da to ni urejeno v Sloveniji. Zakaj se ti pa zdi, da je recimo taka poplava razne te ponudbe alternativnih oziroma komplementarnih? Jaz mislim, da je ogromen bolezni sodobnega časa je zaradi življenjskega sloga. To pomeni premalo gibanja, premalo narave, slaba hrana, pa tudi velika je kontaminacija okolja, se pravi dobesedni strupi v našem okolju. Koliko so nam zamolčali glede pesticidov, fungicidov, herbicidov, strupov v čistilih, v kozmetiki, tudi v določenih zdravilih, ki seveda na kratek rok imajo pozitiven učinek za eno stvar, pa imajo lahko stranski učinek tak. Skratka, dejavnikov je res ogromno. Zdaj, stres je spet relativen, ker spet bo lahko nekdo meni rekel, da stres srednjeveškega tlačana in nekoga, ki zdaj dela kot prekarni delavec za računalnikom, ni primerljiv, samo to je zdaj spet relativno. Ker mogoče srednjeveški kmet ni imel obremenitve, da mu mora uspeti in da mora biti popoln na Instagramu, ker je videl, da se ne bo nikoli nikamor premaknil. Sicer kruto, ampak hočem reči, to je zelo relativno, ko rečejo, da ni tega stresa. Nisem napisala študijo o tem, ampak hočem reči, bom rekla, povod za razmislek. Tudi seveda ljudje, ki si na nek način z slabim načinom življenja ali pa zaradi nesrečnih okoliščin se soočajo z boleznijo, potem tudi vidijo enostavno, da recimo samo zdravila, samo operacija ne zadostuje. Nekaterim da. Ali pa nekateri so recimo se res držijo, ker moramo tudi vedeti, da se nekateri ne držijo niti navodil uradne zahodne medicine, ne jejo redno zdravil, ne držijo se navodil pred operacijo in po operaciji. Tudi tega se moramo zavedati. In potem kirurgi znova in znova operirajo nekoga, ki je noro predebel, ne neha kaditi, ne neha piti, skratka in morajo oni pa cele ure tam operirati. Tudi to je del resnice. Nekateri, ki se pa res držijo, se pravi upoštevajo navodila zdravnikov,
so imeli operacijo, so res izpeljali dosledno zdravljenje, pa se jim je bolezen recimo vrnila. In to mislim, da so to tisti ljudje, ki se potem začnejo spraševati, ker so vestni, ker so natančni, kaj še bi lahko naredil, da ne bi zbolel, da se me ne bi nekaj vrnilo. In to so pa tisti ljudje, ki se začnejo sistematično in dosledno ukvarjati z komplementarno, alternativno, tradicionalno medicino in jo vpeljajo kot svoj način življenja. Zanimivo je, ne, da recimo tako, ko sem malo gledala po internetu, malo se probala izobraziti na to temo, ne, imaš recimo zelo veliko enih alternativnih terapij, ne, oziroma komplementarnih. Redko, kje sem pa najdela recimo članek, da bi se lotil te teme nekdo, tako, ki se jo midve danes lotevava, recimo, da se prav pogleda to ponudbo, ne, pač tako, kakor je lahko, ne vem, verjetno se strinjava obe, kakor je ta klasična, tradicionalna medicina, lahko za nekoga neustrezna, isto je lahko alternativna, ne, tako da zato je treba v bistvu tukaj vsak pacient mora nekako vedeti, kako se znajdeti v tej poplavi z cele ponudbe, kaj recimo bi ti svetovala takim, ki se recimo išče neko še dodatno alternativno pač zdravljenje, kako se lahko znajde, a kje se skrivajo kakšne pasti, naprimer, ali na kaj bi se zadela? Pasti je res ogromno. Rekla bi, da je zelo pomembno, najprej so pretirane obljube. Tukaj bi, nekdo vam bo rekel, zdaj boste pa jedli to ali delali to in boste ozdraveli, boste res, skratka, neke pretirane obljube. To je prvi slab znak. Drugi slab znak je, da ta terapevt ali zdravnik reče, samo jaz sem dober, samo jaz se na to spozna, noben drug se na to spozna. Drugi ne vejo, to je drugi slab znak. Tretje bi pa rekla, da če imate resno zdravstveno stanje, vi morate poiskati nekoga, ki je zdravnik in zna še druge oblike zdravljenja. Najbolj varne oblike so Ayurveda in kitajska tradicionalna medicina in homeopatija. Zakaj? Homeopatija ima stoletno tradicijo v Evropi. Izobražujejo se o njej tako zdravniki v Franciji, francoska šola je malce drugačna, in v Nemčiji, nemška šola homeopatije je spet drugačna. Torej lahko govorimo o stoletni tradiciji, se pravi, zdravniki se izobražujejo v teh dveh državah o tem. Potem imamo kitajsko tradicionalno medicino, že tisočletja obstaja, še vedno kitajska država to zelo neguje, hkrati ob zahodni medicini. Enako Indija ima ministrstvo Ayush, Ayurveda, Unani, yoga, homeopatija. Regulira tudi, se pravi, Indija je spet zelo specifična, ampak v Indiji so seveda zelo znani centri Ayurvede in tudi drugih, in še Siddha je ta medicina, ki nisem omenila, se pravi, tudi islamske veje, druge veje medicine so še v Indiji, tudi indijska homeopatija je spet svoja, višje potence uporablja, skratka, ampak hočem reči, homeopatija, Ayurveda, kitajska, ker je to regulirano že zelo dolgo časa na različnih koncih. Morate pogledati, da te ljudje imajo res diplomo, se pravi, indijska država izdaja državne diplome, se uči to na fakultetah, enako s kitajsko državo izdaja diplome. Se pravi, to so zdravniki, ki so iz tega področja in oni ne bojo nikoli vam rekli ne zahodna medicina. Niti Ayurveda, niti kitajska tradicionalna medicina, nikoli. Nasprotno, kvečem bojo rekli, lahko prinesete ta izvid, da bojo primerjali. A ne? Homeopatija enako. Ne bojo rekli, ne, to ne. Zdaj pa, obstajajo še, bioresonanco tudi seveda ne smemo spustiti, a ne, so je razvila v zadnjih desetletjih. Lahko, da se nekdo odloči, da ne bo sledil uradnemu temu protokolu zdravljenja, potem vsekakor spet svetujem, da so te osebe, ki to vodijo, če se bojo s tem sploh strinjale, zdravniki slovenski, ki imajo še druga znanja. Ampak tudi ti slovenski zdravniki, recimo sigurno dva najbolj znana sta doktor Peter Papuga za kitajsko tradicionalno medicino
in doktor medicine Biljana Dušić, ki pa se ukvarja z Ayurvedo. To sta sigurno dva pomembna nosilca in jaz tudi mislim, da ona dva nikakor ne bosta zavračala uradne medicine, ampak bosta svetovala morda, da se lahko zmanjšuje določena zdravila ob seveda nadzoru zdravniškem in ob držanju navodil, oziroma ali pa če se da, če je kakšna recimo napovedana operacija, pa če ni življenjsko ogrožajoča zadeva, če se da bi s prehrano, z zelišči to vsaj zmanjšati ali spraviti do takega stanja, da operacija ni potrebna. Tako da nobenega fanatizma, nobenega radikalizma, ker vsaka stvar ima svojo vrednost in svoj namen. Težava te medicine pa je, da dejansko se predpisuje tablete kot bombone in se je tablete kot bombone. Ampak jaz mislim, da tako uporabniki javnega zdravstva, kot tudi nekateri zdravniki in zdravnice se tega problema zelo zavedajo. Iz najbolj ključnega razloga, ki je rezistentnost na antibiotike. Potem imamo pa zopet, s čemer se ukvarja spletna stran ekologičen, se pravi, to gre pa spet za ta cel ekosistem prehrane, zdravil v mleku, v mesu, herbicidov, pesticidov, v zelenjavi, v sadju. Skratka, in potem tukaj res vidimo, že sam to nam govori o tem, da dejansko za zdravje potrebujemo celosten pristop. Celosten in uravnotežen, in pa zmeri se vračamo na te temelje. Zanimivo mi je tudi to, ker sem razmišljala, da recimo ta odgovornost, dostikrat slišimo, ja, je šel k nekemu zdravilcu, pa mu je povzročil neko škodo, ampak po moje je na obeh straneh ta odgovornost, tudi klasični zdravniki lahko včasih povzročijo škodo in zdravilci, tako da odgovornost ni izuzeta, ne na eni strani, ne na drugi, verjetno. Tako bom rekla, dejansko obstajajo, žal, tudi ljudje v uradni znanosti, medicini, ki zelo škodujejo ljudem. Mislim, meni to, nimam moralnih zadržkov, da to rečem, recimo operirati otroke pred puberteto, spreminjanje spola, rezanje organov, to jaz vidim kot kriminal. So tukaj zelo dobro plačane operacije, sicer to v Sloveniji se še ne dogaja, kolikor je meni znano, ampak recimo to se je ena stvar, ki se meni zdi zelo, zelo sporna, in to se meni tudi zdi zelo hudo škodovanje zdravju otrok, ker mislim, da razvijajo zelo hude bolezni. Tudi bi rekla, da obstajajo tudi zdravilci, ki brez moralnih zadržkov izkoriščajo določene ljudi. Bi pa rekla, da je obojih teh ekstremno negativnih na obeh straneh, ne vem, recimo 10%. Potem bi pa lahko rekla, da je še 40% takih, ki jim manjka znanja ali pa predanosti, bi rekla, polovica na vsaki strani pa je res vredna zaupanja. Tako kot v vsakem poklicu. Tako da jaz bi rekla, da ne smemo nikogar idealizirati, vsekakor pa se je res dobro, prava informacija v pravem času rešuje življenje. Dejstvo. Kako pa se ti zdi recimo z zaupanjem ljudi v te komplementarne pa alternativne oblike? Po eni strani dostikrat slišimo recimo ljudje, ki so zelo klasično usmerjeni, pa rečejo, ja, to moraš verjeti v to, če ne, to ne deluje. Kaj praviš na to? Samo v končni fazi jaz pravim tudi v klasično medicino, ti lahko tudi ne pomaga, če ne verjameš, v končni fazi. Ne vem, če poznaš Anita Mordžani, si že naletela na njo. To je Indika, oziroma ona je bila na tem stičišču teh, mislim, da je v Hongkongu živela tudi. Ona je že v bistvu bila na drugi strani praktično. Slišala sem za njo, ja. Ona pač je potem čudežno, za tiste, ki ne vejo, je v bistvu že praktično umrla, je bila že odklopljena, je bila že nekaj časa
pač na drugi strani, ne, v tem umestnem svetu, in ona se je potem vrnila in je se začela regenerirati in je čudežno ozdravela. Ne. In recimo ona je, preden je že umrla, ne, je v bistvu zelo šla v te alternativne tudi, ne, od klasične, vse je sprobala. Ne. In ona recimo, ko jo danes ljudje sprašujejo, kaj svetuje, ona vedno reče, ti moraš dejansko, tebi mora ta stvar resonirati, oziroma moraš verjeti, moraš začutiti, da paše to na tvoj tip. Mislim, to je meni zelo težka stvar, ki ljudje recimo pač, ko zveš, da imaš neko bolezen, kot je nekaj, zelo težko, veliko ljudi nima moči, so prestrašeni, žalostni, to so pač hude zadeve. No. Tako da jaz mislim, da ne moramo tako generalizirati, no. Jaz bi rekla, da neka kombinacija je idealna. In da pa potem, če pa nekdo vidi, da mu nekaj res ne ustreza, pa potem pač tisto opusti. To pomeni, da se poslušati. Najbolj nevarno je, mislim, poslušati, v mojem ni poslušanje, ampak nekateri res ne preneso enih terapij in res ne preneso enih zdravil. Tako da pač potem iščejo. Če pa imaš dobre rezultate, pa potem nadaljuješ. Če imaš enkrat hude bolečine, ne gre za stvar verjetja. Ko ti dobiš protibolečinsko injekcijo, ne rabiš verjeti, ker tebe res neha boleti. Ali pa ti nekdo res nekaj pomaga. Ne. Jaz bi rekla, da je res zelo, zelo veliko dejavnikov. Je treba upoštevati. Se mi zdi, da je pa v interesu ljudi, ki jih stremijo k velikim zaslužkom, to, da se ta situacija ne razčisti in da ni jasna na obeh stranih. Ker jaz mislim, da to bi moglo biti regulirano in jaz mislim, da bi mogli ljudje imeti možnost dostopa do vseh vej medicine, ker prehrana in zelišča, določene meditacije, masaže, tudi terapija z zvokom, so tako pomembne zadeve, tudi določene druge terapije, bioresonanca, homeopatija, ne vem, od masaž, toliko je tega, ne, refleksoterapija, ne smemo pozabiti. Toliko je tega, ki bi se toliko krasno dopolnili in toliko je pomembno, da mi poznamo zaupanja vredne izvajalce tega, tako kot mi rabimo dobrega kirurga. Seveda. Tudi vemo, koliko ljudi je mogli iti ponovno na operacijo, pa so bile recimo, ne vem, fizična operacija. Moji mami se je to zgodilo. Šraufi, pa še enkrat, ne. Mislim, hočem reči, lahko je pa seveda tudi smola, lahko je, hočem reči, ampak zelo pomembno je res to zaupanje in pa ta vestnost ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Do znanja je zelo težko priti. Te študiji so res, res dolgoletni. In to moraš nenehno se izpopolnjevati in tako živeti. No in to za dr. Papogo in dr. Dušičevo vsekakor lahko potrdim. In tudi vsi, ki so bili pri njima. Pač, mislim, za njih vem, zdaj govorimo za bolj resne zadeve, ne? Ampak zdaj seveda so pa tudi krasni refleksoterapeuti, tudi maseri, da ne govorim bioresonanca, v Sloveniji dosega izjemne rezultate. Hipnoze, verjetno. Tudi vse to sodi zraven, vse to. Sem malo poiskala, pa sem v bistvu prednosti pa slabosti komplementarnega zdravljenja. Mogoče boš ti še kaj se spomnil na prednosti komplementarne teorije, da nas v bistvu učijo, kako biti bolj odgovoren do svojega zdravja, ne? To sigurno manjka. Kako mogoče niso toliko drage, recimo, kakor kakšne te sodobne terapije, da potem lahko delujejo v bistvu kot neke pač podporni tretmaji, slabosti pa, da pač zahtevajo kar nekaj časa, ne, da se pokažejo recimo neki učinki, da zahtevajo dostikrat spremembo življenjskega stila, kar ni vedno vsakmu tako lahko, ne. Pa lahko pač slabo nekako delujejo z nekimi zdravili, ne, ali ne vem. Ne, vse se strinjam, vse drži, kar je bilo navedeno. Imam še eno slabo, ki sem jo tudi doktoratu navedla. Ta je, da pač včasih
bolezen ni objektivna odgovornost posameznika. Se pravi, če vi delate v rudniku živega srebra ali pa če ste kmet, ki špricate s tem pesticidom, se vemo ta znamenita tožba, pri kateri je sodeloval tudi Robert Kennedy Jr., nekaj ta vrtnar zaradi raka, mislim, kože, limfom, ne spomnim se, pač, ker je uporabljal glifosat, so tožili Monsanto, sprav to ni bila njegova objektivna krivda, ker dostikrat komplementarna medicina zahteva tudi, da se vprašamo o svojih čustvih, o svojih mislih, zamerah, žalostih, travmah, da, ampak so pa tudi objektivni razlogi. No, pa še in da se ne bi to zlorabljalo, slučajno je nevarnost. Pa še to mogoče, kaj pa verjetno za vse vrste zdravljenja aktualno, no, da se potem lahko hiter ponudniku rata všeč, da pač nekdo večno ostane privezan na njega, ne pa da pač mislim, ne. Ja, to je, ampak zdaj gledano, realno, mi bi itak mogli tako živeti. Mislim, vsak mora stremeti k temu, da tako živi in da pač skrbi za svoje telo in duha. Zdaj pa, seveda pomembne so cene, ampak bom rekla, nujno je hoditi na jogo, nujno je, ne vem, kolesariti, nujno je hoditi v gozd, nujno je se tudi malo izobraževati, kupovati kvalitetne stvari. Meni se zdi, da to ni slaba investicija. Definitivno. No, pa ko smo že pri tem, mi mogoče še zaupi, kakšne so tvoje zdrave navade, kako ohranjaš svojo vitalnost in ta žar, ki ga imaš? Se pravi, zadnjih 15 let se ukvarjam z jogo, v vsakdanjem življenju. Seveda vsak dan izvajam tudi pranajamo. Imaš kdaj v delu dneva, zjutraj, zvečer? Najboljši je pač po 1000-letnih navodilih, najboljša so čas, ki se imenuje Brahma Muhurta. To je čas pred sončnim vzhodom oziroma jutra, ker je pač posebna energija. To vse civilizacije upoštevajo, to ni omejeno samo na Indijo, tudi druga ljudstva. Vse je nekako logično, ker se zjutraj ne začne. Tako. Se pravi, te ure veljajo za najboljše tako za telesno, kot za duhovne vaje, se pravi meditacije, molitve, mantre, pranajamo, dihalne tehnike, še druge dihalne tehnike in pa kriya joge. To pomeni džalneti, spiranje nosu in potem bastrika, izpihavanje, ki je hkrati že dihalna tehnika, pa navli, oziroma to pa gibanje z trebuhom, stimulacija želodca, potem se pije ajurvedske tonike. Sliši še zelo fancy, ampak je zelo preprosto. Skratka, to je sveža limona, med, kurkuma in malo aloe vera soka ali pa sveže naribanega ingverja. Tako da ni neka visoka znanost. Pa zeliščni čaji se priporočajo. Ajurveda na splošno priporoča čim več kuhane hrane, sploh po zimi. Se pravi kaše, juhe. Skratka, nič posebnega. Mislim, skratka, jaz rada jem žgance pa kislo zelje. Tako, nič posebnega, to ni nič. Ker ajurveda, to je itak veda o življenju in to ne bi itak živeli s tem, kar je. Se pravi, ne vem, prosena kaša z jabolki, lahko se dol potem posladka, ne vem, z drobtincami, s cimetom. Žgance, kisla repa, kislo zelje, ne vem, krompirje v oblicah, kuhane zelenjava, matevž. Mislim, to so idealna hrana, če imate še stročnice zraven. Mislim, to ni zdaj drago, to ni zdaj fancy. Pa tudi nekaj, kar je tradicija, tudi pri nas v končni fazi. Tako. Mislim, saj, kakor je moja babica rekla, zdaj nekateri so pač z bogatih kmetij bili doma, ampak moji predniki, pač, ker slučajno zelo veliko vemo o njih, po obeh straneh,
Pač ljudje včasih niso jedli mesa, to kamenje jajc, to sploh ni bilo. Če nisi imel velike kmetije, ali pa da so živeli na graščinah in tako naprej. Tako da, skratka, so bile še druge zgodovinske okoliščine, ki so omejevale. Ja, jedlo se je pa res veliko sadja in kaš in pač verjetno tudi ni strte zvit pregovor, da močnik je steber dežele Kranjske. Hudo. Katarina, jaz se ti zahvaljujem. Bova še kaj ponovila, a ne? Ja, super. Res si super gostja. Skratka, vam pa, če imate še kakšno izkušnjo iz področja komplementarne, mogoče kakšne lastne izkušnje, napišite, delite, se vidimo. Hvala. Ja. Cool. Prečudovito, hvala.